V začetku leta 1990 je naše ozemlje del velike države Socialistične federativne republike Jugoslavije. V njej vlada le ena politična stranka, Zveza komunistov Jugoslavije. Delovanje drugih strank je prepovedano. A ker veliko ljudi meni, da to ni prav in zahteva spremembe, se predstavniki oblasti odločijo, da bodo 8. aprila izpeljali prve volitve, na katerih bodo lahko sodelovale različne stranke. Pravimo, da so take volitve demokratične, saj lahko volivci izbirajo med različnimi strankami, imajo torej možnost odločanja o tem, kdo bo vodil državo. Stranke so tako prvič na različne načine ljudi vabile na volišča, plakati, zborovanja na trgih, nagovori volivcev po televiziji. Gospe in gospodje, nas razganja. Slovenske pomladi se ne da več ustaviti. Mimogrede, srce bije na levi strani, ne? Spomnite se tega, ko prijete na volišče. 8. aprila so tako volivci izbirali svoje predstavnike v 240-članski skupščini ter predsednika in člane predsedstva Slovenije. Volitve so bile precej zapletene, na volišča pa je vseeno prišlo več kot 83% vseh, ki so tedaj imeli volilno pravico. Bomo videli, če sem prav volil, oziroma če se bo vse tisto uresničilo, kaj so napovedovali. Večino glasov so dobile stranke, ki so se povezale v skupno koalicijo z imenom Demokratična opozicija Slovenije ali krajše Demos. Skupščino se je prebilo 9 strank. In prav člani te skupščine so čez dobro leto razglasili plebiscit, na katerem so se volivci odločili, da bo Slovenija postala samostojna država. Torej, prve demokratične volitve na našem ozemlju so bile pomembne zato, ker so volivci prvič lahko izbirali med različnimi strankami, njihovi predstavniki pa so postavili temelje za osamosvojitev Slovenije.